Kaj je origami? Origami je starodavna japonska veščina zlaganja papirja. Že sama beseda je zloženka. Iz oru zlagati in kami papir. A rabimo za origami kakšen poseben papir? V bistvu je čisto vsak papir dober, lahko je tudi navaden pisarniški papir ali pa recimo tile blokci, ko si pišemo kakšne stvari, ki jih ne bi pozabili. Drugače pa seveda obstaja tudi prav poseben papir za origami, recimo ta velikost, pa večji, 10x15, pa še prav en. Tole je čijogami papir z japonskimi vzorčki, pa je takšen v bistvu vlaknast na otip, ko malo na blago spominja. Tako da se delati iz zelo različnih papirjev, samo ne sme biti pretrd papir. Kaj vse ste že izdelali? Začela sem s takimi skoraj otroškimi modeli, kužki, mucki, pa potem ladjice, pa rakete in pol sem šla na čedalje bolj zahtevne modele. Mogoče nekdo, ko se uči origami, se najprej želi žerjava naučiti. To je takšen zelo preprost model, ptiček, ko se ga da tudi na mizico lepo postaviti. In lahko jih pol tako na en tak nosilc za mobile obesimo. Koliko časa pa traja, da naredite takšnega bika ali pa kaj takega? Adam, kaj se ti zdi zahtevnejši, tale bik ali pa modularni modelček? Tale bik. In je tudi bolj zahteven. Tega se dela, vsaj pol, ko si zverziran, gre hitreje, ko si enkrat že vešč in spreten, ne? Na začetku pa nekaj ur rabiš, ampak ne, moraš predtem narediti veliko število drugih, manj zahtevnih, manj kompleksnih modelčkov. Ali lahko tudi midva probava kakšen origami? Seveda, zdaj bomo naredili en origami škatlico. Meni se to zdi kar malo zahtevno za začetek. Zdi se bolj zahteven, kot je. Sestavljen je pokrov in spodnji del iz 8 modulčkov, malih origamijev, ki jih potem sestavimo 8 v pokrov in 8 v podstavek. Naredimo diagonalni zgib in še v drugo smer. In odpremo, potem pa vogalček do sredine. Obrnemo papir in tudi ta nasprotni vogalček do sredine. Zdaj pa desno ali levo stran obrnemo tudi do sredine, izgleda kot kuvertica. Potem pa bomo ta vogal približali temu, torej pregib bo šel po sredini, vendar moramo tole imeti dvignjeno, se pravi, delamo tako. Potem pa obrnemo in utrdimo. In še enkrat obrnemo, pustimo kar zapognjeno in na to linijo bomo premaknili tole stranico desno, tako, lepo zapognemo. Zdaj bomo pa model odprli in ga bomo tule po sredini takole kot hribček prepognili. Evo. Zato je pa najtežji zgib, tule držimo in se trudimo, da bi šel zgib nekje tule po sredini, se pravi, ta stranica mora iti točno na to linijo. Tako da si pomagamo tudi s prsti zadaj in premaknemo linijo tako. In s tem smo že dobili 3 dimenzije. Vidimo, da je to en delček škatlice. In manjka jih še 7. V bistvu samo takole poiščem prostor, ne, tako da sta ti 2 liniji skupaj in porinem do konca. Meni se zdi, da tole ne gre lih ravno skupaj. Kot pravi pregovor, da je razlika med mojstrom in začetnikom v tem, da se je mojster zmotil večkrat, kot je začetnik sploh probal nekaj delati. Tako da na napakah se itak največ naučimo.